bom fuzbalerja, da mi mreže trese on. Tebi pa bom iz veselja pokazala rdeč karton. Vzemi mene, draga moja, sem rojeni napadalec. Ne predam se mimo boja, sem poklicni osvajalec. Atraktivne sem pojave, res da ne obvladam žoge. Mojster sem za športne stave, Don Juan na dolge proge. Krško, zeleno Krško, si šampion. Mi smo navijači i vedno smo s teboj. Mi smo navijači i vedno smo s teboj. Ponovno skupaj smo tu se zbrali, saj naše Krško se slavi. Vsi navijači, vsi nuklearci, vsa tribuna se zbudi. Tu v dolini reke Save. Na slovenski kulturni praznik sta se na 62. tekmi sezone 2014-2015 srečali moštvi Krškega in Veržeja. Ekipa iz posavske prestolnice je igrala v zelenih dresih, gostje s severovzhoda Slovenije pa v rdečo-črni športni opremi. To je bila peta tekma teh dveh ekip in tretja v Krškem. Prva tekma med Krškim in Veržejem je bila odigrana 14. septembra 2013 v Veržeju. Takrat sta v šestem krogu zadela Luka Zahovič ter Petar Stojanovič in točke so ostale v Prlekiji. Na 4 dosedanjih tekmah, 2 zmagi Krškega z 4-2 doma in 2-1 v gosteh ter 2-0 Veržeje doma in 2-0 na stadionu Matije Gubca. Pred to tekmo je za Krško igralo v 12 krogih jesenskega dela 21 igralcev, za Veržej pa 2 manj. Na medsebojnih tekmah se je na listo strelcev vpisalo 9 igralcev, ki so na 4 srečanjih pred tem dosegli 13 golov. V prvem polčasu pa smo videli tudi nekaj poizkusov na obeh straneh. Energija progresiva. Energija, 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 energija. Voglio vedere le mani. Energia, voglio sentirmi gridare. Energia, voglio vedere le mani. Energia, voglio sentirmi gridare. Energia progressiva. That's my fam. V 39. minuti pa smo videli prvi gol na srečanju.
Torej, z mano je gospod Luka, srečni žrebanec današnje nagradne igre, katere sponzor je Štibelc bar. Luka, nagradno vprašanje, sigurno boste znali povedati njega. Kdo je kapetan ekipe NK Krško? Slaviš Vrančič, odgovor je pravilen. Prejmete bon od Štibelc bara za 30 kavic, kavic za cel mesec, povabite družino, povabite prijatelje, povabite ženo, povabite vse in veliko žitko v dobri kavici. Saj ne more biti res. Nikdar več, saj ne more biti res. Krila so se mi stopila od strahu. V 67 minuti pa zanimiva menjava kapetana in vezista 21-letnega Trstenjaka je zamenjal leto mlajši napadalec Primož Rola. Od višine se zvrti, od višine skrivaj svojo dan, svojo meglo dan, svojo toplo dan, sebi menja svojo stran, skrivaj svojo dan. Gostujočemu strategu Zlatku Gaborju se je obrestovala menjava, saj je le minuto po vstopu Rola takole zabil gol za 1-1, kar je bil tudi končni izid. To je bil 15. gol na medsebojnih srečanjih in prvi remi. Po tekmi smo posneli še nekaj izjav, tu pa lestvica po 13 krogih. Čas je čarovnik, nikjer ni mu para. Ste bili zadovoljni z današnjo tekmo v Krškem? Seveda, današnjo tekmo v Krškem smo se pripravljali, da ne bi izgubili, da bi vzeli točko, ampak vedeli smo, da gremo k najboljši ekipi, prvi ekipi druge lige. Na koncu moram čestitati igralcem, tako da točka je zaslužena, čeprav domačim tudi moram čestitati, imeli so lepe priložnosti. Vsekakor sreča je bila danes na naši strani. Kako ste pa gledali na to menjavo Primoža Role? Ste načrtovali ali? Glejte, zgubljali smo 1-0, bili smo prisiljeni dati še enega napadalca v igro. To se nam je obrestovalo, tako da smo zadovoljni. Čeprav moram povedati še enkrat, da so igralci Krškega bili fair, bila je tekma enkratna, imeli lepe šanse domačini, tako da smo srečni s to točko. Zadovoljni z današnjo točko in remijem proti Veržeju na 5. tekmi med sebojni. Prvi remi. Na koncu je vedno treba biti zadovoljen, ker je vedno rezultat realen. Z igro moram biti zadovoljen, ker mislim, da smo bili 70 minut tekme boljši. Smo pa naredili eno napako v obrambi, dobili gol, ki ga ne bi smeli. Morali bi pa vsem dati vsaj še tri gole, ker smo imeli veliko priložnosti, no. Ampak danes ni šlo.
in na koncu točka. Res sem si zelo želel tega zadetka. Ko sem vstopil v igro, sem čutil, da bom zadel. Čutil sem svojo priložnost. To je to. Za današnjo tvojo 12. tekmo v letošnji sezoni. Ja, lahko bi bil bolj s kakšnim golom, bolj zadovoljen. Drugače pa lahko bi bilo boljše, točka je dost. Lahko bi bile 3 pike za na konec. Kako ste zadovoljni z igro vašega sina in z ambientom tukaj v Krškem? Glejte, predvsem moramo vedeti eno, jaz sem prišel službeno v Krško, kajti vi imate kar nekaj mladih igralcev, 94 in 95 letnik. To so fantje, katerim bom za novim letom selektor in normalno, da človek pogleda, nisem bil samo na današnji tekmi, edini, bil sem tudi v Celju, tako da mi imamo tudi na praznični dan veliko dela. Fantje so zelo dobri, moram priznati, da je žalostno to, da je njihov kasnejši razvoj zelo problematičen. Postavlja se vedno vprašanje, ali oditi v tujino s 16-17 leti ali počakati 20-21 leto in potem oditi. To je en večni problem malih držav, predvsem Slovenije, ki nogometno ni tako močna kot so vse ostale države. Upam, da se bodo ti fantje razvijali. Je pa dejstvo eno, da je treba ogromno trenirati, da ni nikakršne življenjske garancije, ko ti ogromno treniraš, da boš tudi uspel.